Ta motor ne deluje na gorljivo tekočino ali plin, ampak deluje na zrak, ki ga dihamo. Toda preden mu dovajamo ta zrak, ga moramo stisniti. To vodi do več razlik med tem motorjem in običajnim motorjem z notranjim izgorevanjem. Kar zadeva moč, lahko motor z notranjim izgorevanjem proizvaja svojo največjo moč vse do takrat, ko je rezervoar za gorivo prazen. Medtem ko je moč tega motorja določena s pritiskom, shranjenim v rezervoarju. Kar pomeni, da se bo moč sčasoma postopoma zmanjševala, ko bo motor porabljal več zraka in se bo pritisk zmanjševal. Ena možnost, da to zaobidemo, je optimizacija motorja za veliko nižji pritisk in nato njegovo delovanje preko regulatorja. Tako bo tlak, ki vstopa v motor, zagotavljal bolj enakomerno moč, tudi ko bo tlak v rezervoarju padal. Ko izvajam te teste motorja, uporabljam velik kompresorski rezervoar in imam regulator za prilagajanje pritiska v motorju. Ker pa nameravam ta motor na koncu namestiti na letalo, je ta regulator pretežak, zato bom izdelal svojega. Tlačni regulator ima 3 glavne sestavne dele: vzmet, membrano in ventil, ki vsi skupaj uravnavajo izhodni tlak. Ko je na vhod dovajan zrak, ta teče skozi ventil v membrano in nato ven na drugo stran. Zaradi tega pritiska pa se membrana začne dvigovati, kar zapre ventil. Zdaj je tlak na izhodu določen s silo stiskanja vzmeti. Torej, da zmanjšamo in uravnavamo izhodni tlak, moramo prilagoditi stiskanje vzmeti, dokler ni nekoliko manjše od sile, s katero izhodni tlak deluje na membrano. Na ta način ventil ostane zaprt, ko je tlak pravilno nastavljen. Če pa izhodni tlak nekoliko pade, se bo membrana premaknila navzdol in odprla ventil, s čimer bo tlak spet narasel. V bistvu gre za mehansko povratno zanko, ki odpira in zapira ventil glede na tlak na izhodu. Pred časom sem kupil ta velik paket vzmeti, pri čemer so tlačne vzmeti razmeroma šibke. Namesto membrane bom uporabil brizgo z majhnim premerom, saj bo sila pritiska zaradi majhne površine bata precej manjša. Ta regulator je res izjemno majhen in tehta le približno 75 gramov, kar bo popolno za letalo, ki ga gradim, seveda, če bo deloval. Kar nekako deluje. Tlak se uravnava, vendar povzroča pulziranje motorja. Razlog za to je trenje, ki ga povzroča brizga. Bat potrebuje približno 10 psi razlike v tlaku, da se začne premikati. Zato mislim, da moramo uporabiti membransko zasnovo. Mimogrede, uporaba bata v regulatorju pravzaprav ni radikalna ideja, kot sem kasneje ugotovil. Tudi moj regulator kompresorja uporablja batno zasnovo. Po številnih ponovitvah in nekaj novih, močnejših vzmeteh sem končno dobil regulator, ki je deloval. Vhodni tlak je 60 psi, motor pa deluje pri približno 30 psi. Hitrost motorja lahko prilagajam tako, da zavrtim ta vijak in s tem povečam ali zmanjšam stiskanje vzmeti, ampak ali to podaljša čas delovanja motorja? To je graf potiska, ki ga proizvede motor, ko se zrak v rezervoarju zmanjšuje. In kot lahko vidite, na začetku zaradi visokega tlaka doseže največji potisk. Nato se počasi zmanjšuje, dokler tlak ni prenizek, da bi motor lahko deloval. Ker je regulator nastavljen tako, da ohranja tlak na približno polovici največjega tlaka, bi lahko domnevali, da bi moral biti graf potiska videti takole, z nižjim vrhom potiska. Vendar pa je čas delovanja precej daljši, v resnici pa je videti takole, kar pomeni, da ima res nekoliko daljši čas delovanja, vendar ne veliko, in to zato, ker še vedno deluje z enako učinkovitostjo. Torej je površina pod tem delom grafa le razporejena čez ta del. Morda pa ta motor ni optimiziran za delovanje pri nižjih reguliranih tlakih. Zato sem se odločil izdelati nov motor z nekaj manjšimi spremembami. Prva je bila nov val iz akrilne cevi, da bi, upam, zmanjšal trenje. Odločil sem se tudi, da bom nov bed natisnil s 3D tiskalnikom iz PLA na svojem Prusa Mark III, saj je to hitreje in ceneje kot tiskanje beta iz smole. In ker je val zdaj veliko bolj gladek, rebra na FDM tisku ne bi smela povečati trenja. Zato bom ta novi motor optimiziral za nižji tlak. Oblikoval sem ga z velikim volumnom nad batom. Ideja je, da je, ko je bat na vrhu svojega hoda, volumen nad batom tretjina volumna, ki ga ima, ko doseže dno. To je zato, ker je vhodni tlak približno 3-krat večji od atmosferskega tlaka. Torej bi razširitev za 3-krat morala znižati tlak na 1 atmosfero pri izpuhu, kar bi, upajmo, zmanjšalo izgubljeni tlak. Toda ta motor ima precej manj potiska kot stari, česar sprva nisem mogel razumeti. Ker bi morala imeti bat in val manj trenja, motor pa zaradi ekspanzijskega volumna porabi več zraka na cikel, kar bi moralo povečati moč.
Potem pa sem ugotovil. Druga večja sprememba na tem motorju je vzmet v glavi valja, ki sem jo nedavno dodal, saj pomaga ohranjati krogelni ventil zaprt, ko ga bat ne potiska odprtega. Če gledam počasni posnetek obeh motorjev, se ne zdi, da bi bila med njima velika razlika. Če pa analiziramo posnetek, sličico za sličico, lahko vidimo sesalni ventil brez vzmeti. Ostane odprt za delček sekunde dlje, kar omogoča, da v val vstopi več zraka, kar se zdi manj učinkovito, saj se več zraka izgubi skozi izpušne odprtine. Vendar pa zdaj mislim, da ima moja ekspanzijska zasnova morda skrito neučinkovitost. Tukaj imamo dva motorja z enakimi dimenzijami bata in hoda, vendar ima motor na levi ekspanzijski prostor nad batom. To omogoča, da se zrak popolnoma razširi v valju, zaradi česar se skozi izpuh izgubi zelo malo zraka, medtem ko ima motor na desni ničelni ekspanzijski prostor in veliko zraka pod visokim tlakom izstopa skozi izpuh. A verjeli ali ne, motor na desni je dejansko bolj učinkovit in tukaj je razlog zakaj. Ko motor na levi doseže vrh svojega hoda, se odpre sesalni ventil in v val vstopi približno 10 kubičnih centimetrov zraka. Toda da bi motor na desni uporabil enako količino zraka, se mora bat premakniti navzdol. Zdaj sta oba sesalna ventila zaprta in vsak motor je uporabil enakih 10 kubičnih centimetrov zraka. Vendar motor na desni zaradi kota svoje ročične gredi proizvaja precej večji navor. In tudi ko se motor na levi zavrti na enak kot ročične gredi, se je tlak v valju zdaj zmanjšal, zato je navor še vedno manjši skozi celotno rotacijo. Motor na desni porabi enako količino zraka, vendar proizvede približno dvakrat več navora kot motor na levi. Kar se sprva zdi nelogično, vendar je vse povezano z ujemanjem ekspanzije tlaka in zamikom kota ročične gredi. Zato sem zgradil ta novi motor, ki nima vzmeti in bat se pri najvišji točki skoraj dotakne vrha valja. In dodal sem tudi ta 2mm nastavitveni vijak na bed namesto prejšnje jeklene palice, da lahko enostavno prilagodim časovanje ventila. Preden pa si ogledamo podatke, se pogovorimo o podatkih z interneta, ki se zbirajo o vas in o tem, kako vam lahko pomaga sponzor tega videa Incogni. Obstajajo spletni posredniki podatkov, ki zbirajo informacije o vas, kot so vaše ime, starost, naslov, vaše navade spletnega nakupovanja in še več. Podjetja pa lahko te informacije kupijo. Zdaj lahko stopite v stik z vsakim od teh posrednikov posebej in zahtevate izbris podatkov. Vendar pa je zaradi njihovega velikega števila to zelo težko in zamudno. Tukaj pa lahko pomaga sponzor tega videa Incogni. Incogni v vašem imenu stopi v stik z vsemi posredniki podatkov in zahteva odstranitev vaših osebnih podatkov. In ker številni posredniki podatkov še naprej zbirajo vaše podatke, po zahtevi za odstranitev bo Incogni spremljal trg in zahteval ponovne odstranitve, če se pojavi nov zapis. Zato je njihova letna naročnina tako pomembna. Ker to ni le enkratno brisanje vseh vaših podatkov, ampak stalna avtomatizirana storitev, ki zagotavlja, da ste zaščiteni na spletu. Prvih 100 ljudi, ki uporabi kodo ali povezavo v opisu spodaj, bo prejelo 60% popust na Incogni. Zahvaljujem se Incogni za sponzorstvo tega videa in obiščite jih prek povezave v opisu spodaj. Torej, poleg tega, da se ta novi motor res dobro obnese, sem se odločil preizkusiti, kako batni zatič vpliva na zmogljivost. Tukaj je eden izmed prvih testov potiska, kjer se potisk linearno zmanjšuje z zmanjševanjem tlaka. Ampak poglejte, kaj se zgodi, če skrajšam zatič samo za desetinko milimetra. To precej zmanjša največji potisk, hkrati pa tudi podaljša čas delovanja. In kar se mi zdi zanimivo, je sploščenje te krivulje pri višjih tlakih. Vsi ti testi potiska so bili izvedeni z 2-litrsko plastenko pijače, napolnjeno na 60 pesi. In to zato, ker sem pri testiranju zgodnjih različic tega motorja te plastenke polnil z stisenim zrakom kar v svoji spalnici. Zaradi varnosti nisem želel, da bi katera od njih eksplodirala, zato sem menil, da je 60 psi varna kontrolna spremenljivka. Ko pa zdaj gledam to krivuljo potiska, se sprašujem, kaj bi se zgodilo, če bi poskusili z višjimi tlaki. Zato bomo teste izvedli pri 100 psi. The ball is pushed higher, therefore increasing the thrust, at least to a point where the pressure is then too low. Tukaj je rezultat z dolgim batnim zatičem, z največjim potiskom 3,5 N in časom delovanja približno 2 minuti. Ampak poglej graf s krajšim zatičem. Pri višjem tlaku je potisk dejansko nižji. Zelo zgodnje različice tega motorja so imele ukrivljene kanale, natisnjene v glavi valja, da bi omogočile boljši pretok zraka okoli krogle. Vendar sem ugotovil, da to povzroča nenavadne motnje v delovanju. Ko bi bila krogla v ventilu iztlena previsoko in bi za delček sekunde lebdela zaradi hitrih zračnih tokov okoli nje.
In takrat nisem imel nobenih vzmeti, da bi to preprečil, zato sem notranji premer glave valja zasnoval tako, da je bil le malo večji od krogle. Na ta način bo zrak, ki vstopa v motor, potisnil kroglo nazaj v ventil in to je bila dovolj velika sila, da je motor lahko deloval tudi obrnjeno na glavo. Will fly. What happens if we make a two-cylinder? Toda pri najnovejšem motorju moč prihaja iz tega, da se krogla dvigne z ventila, ko jo bat udari. Torej je pri višjem tlaku sila navzdol, ki jo povzroča pretok zraka, veliko močnejša. Zato se krogla ne dvigne tako visoko in v motor vstopi manj zraka. Ko pa tlak počasi pada, se krogla potisne višje. Zato je treba povečati potisk vsaj do točke, ko je tlak prenizek, da bi ohranili število vrtljajev motorja. Tako je to skoraj kot samouravnavajoč potisk, vgrajen neposredno v glavo valja, brez potrebe po zunanjem tlačnem regulatorju. Iz nekaj dodatnega nastavljanja mislim, da lahko to črto še bolj izravnamo, kar bo popolno zalet letala. Zdaj vem, da tega motorja res ne moremo primerjati s starejšimi motorji, saj smo spremenili eno od kontrolnih spremenljivk s povečanjem tlaka. Ampak ta novi motor dosega 214 Nm/s učinkovitosti, kar je v primerjavi s prejšnjim motorjem. V mojem zadnjem videu je to približno dvakrat več. In v primerjavi s prejšnjim, naredil sem letalo na zračni pogon približno 10krat močnejše od tistega starega motorja in ta stvar je lahko vzdrževala raven let. Tako da bom zelo presenečen, če ta stvar ne bo letela. Zdaj, čeprav mislim, da bo ta motor letel, kaj se zgodi, če naredimo dvovaljno različico? Najlažji način za to je, da preprosto namestimo dva motorja hrbet ob hrbet, tako da si oba delita isto ročično gred. Zato sem moral natisniti te ojnice, ki so rahlo ukrivljene, da se pritrdijo na isto palico v sredini, hkrati pa so še vedno poravnane z bati in se prilegajo v ročično ohišje. Tako kot enovaljna različica, vendar v nasprotnih smereh. Naslednji korak je pritrditev valjev in batov, ki so v bistvu enaki kot pri enovaljnem motorju, razen glave valja. Ker jih je treba povezati skupaj z zračnim razdelilnikom, ker je zgodi dovoljni zrak na dva kanala in ga skozi mehanske dele cevi vodi do vsakega bata. Na to lahko v vsako glavo valja vstavimo krogelne ventile s 3D tiskanjem pokrovčkom, da ostane zrakotesno. No, vsaj bolj zrakotesno kot zračni razdelilnik, ki je zaradi nekoliko ohlapne zasnove precej puščal skozi otočni zrak. Ampak to lahko popravimo kasneje. Poglejmo, če deluje. Čeprav deluje nekaj ničisto. Zdi se, da motor nima več moči kot enovaljni motor, poleg tega pa se zdi, da se kondens nabira le na enem izmed valjev. Kakorkoli, izkazalo se je, da sem, ko sem prilepil cev v eno izmed glav valjev, po nesreči zamašil odprtino z lepilom, zato en valj ni dobival zraka. Tako je bil z novo glavo valja in zračnim razdelilnikom motor zdaj popolnoma zatesnjen in je zvenel veliko bolje. Think I know what I'm going to stick on a plane. Thank you very much for watching. Z največjim potiskom 4,2 Newtona pri 80 psi, oziroma toliko, kot bi dvignil 428 gramov, ima ta motor razmerje med močjo in težo skoraj 10:1, kar bi bilo odlično za dragster, vendar pa je učinkovitost skoraj pol manjša kot pri enovaljnem motorju. Mislim, da vem, kaj bom namestil na letalo. Najlepša hvala za ogled.